Lep pozdrav, dobrodošli na Aropel Balkans kanalu in o dnevnih novicah, v bistvu večernih novicah za dan 10. januar 2026, tokrat v slovenskem jeziku in povzetek od prednovoletnih in polnovoletnih novic do zdaj, da ohranjamo zadeve updatane, da nekako povzamemo, kaj se je dogajalo pred novim letom, kaj se dogaja po novem letu in da nekako naredimo kako se reče, rekapitulacijo tega, kar se dogaja, kar se nadaljuje in kar se morda kdo ve, v kakšno smer bo šlo. Torej, da začnem, prihodnost je zdaj. Elon Musk opozarja, da se umetna inteligenca razvija eksponentno. Denis Hassabis, direktor Googlovega DeepMinda, verjame, da bo prihodnja umetna inteligenca počela več kot le izvrševala ukaze. Razmišljala bo podobno kot ljudje. Več si lahko preberete na nulti tački in kaj to pomeni, to si tam preberete. Druga novica je, uradna predstavnica ruskega ministrstva za zunanje zadeve Marija Zaharova je podala vrsto kritičnih izjav o trenutnih razmerah v Ukrajini, dejavnostih NATO in odnosu Zahoda do Rusije. To je bilo 25. To je bilo za Božič. 26. cena srebra na svetovnih borzah je bila močno je rasla in je dosegla nov zgodovinski vrh, saj je presegla mejo $75 za trojsko unčo. Se pravi, to bojo vedeli ljudje, ki to skupujejo. Jaz mislim, nisem med njimi. Potem je generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavil, da ne vidi potrebe, da bi Evropska unija postala neodvisna od Združenih držav Amerike na področju obrambe. Izjava je 26.12. Še ena novička, mislim, da je bila tudi bolj v srednjih medijih, ampak ne držite me za besedo glede tega. Naslednja je plastična nočna mora oceanov. Zamenjava plastičnih slamic s papirnatimi ni rešila ničesar. Medtem ko potrošniki po vsem svetu pijejo sok in kavo skozi papirnate slamice v prepričanju, da rešujejo planet, je realnost precej temnejša. Oceani so še vedno polni slamic in se pravi, ljudje pravijo, tudi te ekologi pravijo, da plastične in papirnate slamice, v bistvu ljudje slamico, ki jo imajo, jo stran vržejo, tako da to ni nič rešeno. Naprej, ukrajinska vojska v križi, 10.000 mrtvih, ukrajinska vojska še naprej trpi velike izgube proti ruskim silam. Po poročilu ruskega ministrstva za obrambo in drugih dostopnih virih je bilo to 26. se pravi 1000 mrtvih, 10.000 mrtvih in ta vojna se pravi se nadaljuje, obe strani imata ogromne žrtve, pač res grozno. Naprej je Niger prepovedal vstop ameriškim državljanom, ukrep za nedoločen čas. Vlada Nigera je uvedla prepoved izdajanja vizumov ameriškim državljanom, s čimer jim je za nedoločen čas prepovedan vstop na ozemlje te zahodnoafriške države, poroča nigerski tisk. Se pravi, nulta tačka, Niger zabranil ulazak ameriškim državljanima. Preverite, Mario zna. In nulta tačka, ena bolj zanesljivih novičkarskih strani. Ruska stran, se pravi še ena 26.12.2025, ruska stran se je ostro odzvala na trditve agencije Bloomberg ter jo obtožila širjenja dezinformacij in napačnega predstavljanja stališč Kremlja glede konflikta v Ukrajini. Tako da to je to. Potem imamo novičko spet 26. Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je opozorilo Ruse, da ne potujejo v Nemčijo na ozemlje, kjer zakoni za Ruse ne veljajo. Se pravi, rusko ministrstvo za zunanje zadevo je državljanom Rusije svetovalo, naj se vzdržijo potovanja v Nemčijo, ob opozorili, da bi tam lahko bili izpostavljeni pač kakšnemu preganjanju ali čemu podobnemu. To je bilo 26. spet. Naslednja je Hunter Biden o Ukrajini. Gnezdo kač in korupcije. Ukrajina je gnezdo kač, pod narekovaji prežeta s korupcijo, je izjavil Hunter Biden, sin nekdanjega predsednika ZDA Joea Bidena, ko se je ozrl na čas, ki ga je preživel tam, ali mislim, jaz ne vem, nisem šel tu globoko,
v to zgodbo s Hunterjem, ampak bojo ljudje, ki vejo več o tem, znali povedati. EU podarila rekord, trgovinski presežek z Rusijo kljub sankcijam. Evropska unija je v tretjem četrtletju leta 2025 zabeležila pozitiven trgovinski saldo z Rusijo v višini 1,5 milijarde evrov, kar je že drugo zaporedno četrtletje s presežkom kljub veljavnim sankcijam. Se pravi, pozitiven trgovinski saldo, ni kar tako, ne. Naprej, umetna inteligenca je izgubila kompas, umetna inteligenca razglasila lastno besedilo za človeško, človeka pa za stroj. Si morate misliti. Se pravi, umetna inteligenca je razglasila, da je njeno besedilo človeško, človek pa je stroj. Ne. Se pravi, človek je robot. Ne. Umetna inteligenca je pa človek. Ne. To prav nekatera. Ne vse, ampak preberite si več. Nulta tačka, veštaška inteligencija izgubila, vi proglasila. Poglejte si novičko, res nenavaden eksperiment je razkril, kako tanka je meja med človeško in umetno inteligenco in kako zelo je ta meja že zabrisana in mislim, da je tudi analitik Deutsche Banke imel prste vmes. Naprej je Zelenski razmišlja o referendumu o Trumpovem mirovnem načrtu, o pogoju začasnega premirja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razmišlja o možnosti, da bi mirovni načrt Donalda Trumpa predstavil na nacionalnem referendumu. Vendar le pod pogojem, da Rusija pristane na vsaj 60-dnevno premirje. Novička je 26.12., se pravi, to je bilo, bomo sledili, da vidimo, kako to sledi do današnjega dne, ne? Kako se to odraža, kako bo sledilo in kaj sledi, ne? Da nekako pridemo do nekega redosleda dogodkov, ker tudi jaz moram malo povezati te stvari, ker rabim biti updatan. Naprej je Rusija načrtuje modernizacijo jedrske triade do leta 2036. Rusija načrtuje celovito modernizacijo svoje jedrske triade v okviru državnega programa oboroževanja za obdobje od leta 2027 do 2036 je navedeno v gradivih Kremlja in to si lahko tudi na nulti tački preberete, se pravi, jaz bolj na hitro naslove berem, da vidimo, kaj se dogaja. Naprej je tihi ubijalec med mladimi. Skrivnostni porast smrtonosnega raka šokiral zdravnika in zdravnike. Novi podatki kažejo dramatičen porast raka slepiča pri osebah, mlajših od 50 let. Razlog za to pa obstaja neznan. Strokovnjaki opozarjajo na nujnost raziskav in zgodnje diagnostike. Naslednja je 27.12.2025. Trump napoveduje pogovor s Putinom in kritizira mirovni načrt Zelenskega. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je sporočil, da ukrajinski mirovni načrt nima teže pred njegovega soglasja, ter da pričakuje pogovore z Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, se pravi z obema. Bomo videli, kaj bo s tem. Naslednja je 27.12. Filipo proti pošiljanju francoskih vojakov v Ukrajino pod zastavo EU. 27.12. vodja francoske stranke Patrioti je kritiziral idejo evropske vojaške misije in poudaril, da francoska vojska ostaja izključno francoska. Se pravi, to je Florian Philippot, vodja stranke Francoski patrioti, je rekel, da Francozi so pa Francozi, ne? Ni to nič drugega in bojo ostali Francozi, ne ostanejo. Ne? Profesor v Veliki Britaniji je razglašen za ekstremista, pod narekovaji, ker je učencem predvajal posnetke Donalda Trumpa. V Združenem kraljestvu je še en primer pokazal, kako je svoboda mnenja postala pogojna kategorija. Profesor ene izmed šol v Oxfordshireu je bil prisiljen zapustiti predavanja, ali kakorkoli, preberite si več, meni se ne da brati, ker točno vem, kam to pelje, ne bom šel v to. Verjetno veste zakaj. Potem je ukrajinske protikorupcijske službe razkrile organizirane kriminalno združbo med poslanci Rade. Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine, ki je NABU, in specializirano protikorupcijsko tožilstvo, ki je SIP, sta razkrila organizirano kriminalno skupino, ki jo sestavljajo poslanci Vrhovne Rade, je bilo sporočeno na uradnem Telegram kanalu, ne vem, pač pogledajte si, nulta tačka,
verjetno poznate. Naprej je 27.12. Dobrodošli v Orwellovski Srbiji. Tvoj status na spletu je zdaj prekršek. Se pravi, kabinet varuha človekovih pravic Zorana Pašaliča je pripravil osnutek sprememb in dopolnitev zakona o javnem redu in miru, ki se ne nanaša več zgolj na javna mesta. Nulta tačka, poglejte si, pač zelo zaskrbljujoče. Če tisti, ki ste bili v Beogradu, ki ste se vračali in tisti, ki ste tam ostali, ker mogoče ste tam ostali in niste mogli kam drugam, zelo zaskrbljujoče, ker tole berem. Še mene je zaskrbel, ker nisem tam. Naprej je otroci stari 3 leta na Instagramu kriza, ki jo vlada uporabljajo za širitev nadzora. Nova raziskava je razkrila šokanten podatek, da skoraj 1 milijon otrok v Združenem kraljestvu starih od 3 do 5 let že uporablja družbena omrežja namenjena odraslim. Joj, se pravi, paste na otroke, da ne zaidejo na stran pota. Naslednja novička, 27.12.2025, Bruselj ni več belgijski. Musk opozarja na zamenjavo prebivalstva. Elon Musk je opozoril na demografsko zamenjavo v belgijski prestolnici in se skliceval na nedavno raziskavo, ki je pokazala, da so skoraj 3 od 4 mladoletnikov niso pač belgijski, ali kako, sej ne vem, da ni etnografsko, to, ne. Dober, pustimo to, Bruselj više nije belgijski, Musk upozorava na zamjenu, kaj bojo naredili, jaz ne vem, vprašajte, Bruselj telefonsko imate, vprašajte, kaj si mislijo. Naprej je Kitajska uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem zaradi oboroževanja Tajvana. Kitajska je napovedala uvedbo sankcij proti ameriškim podjetjem in posameznikom kot odgovor na odločitev Washingtona o množični prodaji orožja Tajvanu. Nulta tačka, poglejte si, 27.12. je ta novička, zelo zanimiva. Naprej naslednja je nov trend med milijarderji, manj glamurja, več zaščite. Medtem ko se večina ljudi sooča z naraščajočimi življenjskimi stroški, nestabilnimi trgi in vse večjo negotovosti, najbogatejši sloj družbe izvaja tih, a zelo opazen preobrat. Ja, dobro, se pravi, ni glamurja, je pač nov trend, bolj se ščitijo to, kar imajo, milijarderji. Naslednja je 27.12. Starodavni geni in dolgo življenje. Znanost razkriva nepričakovano povezavo. Nova raziskava kaže, da dolgoživost morda ni le vprašanje življenjskih navad, temveč tudi starodavne genetske dediščine. Se pravi, znanstveniki so analizirali DNK več kot 1000 Italijanov da vidimo s čim samo. Se pravi, kaj so naredili? To je geroscience, gerontologija je to, če ste že slišali. Se pravi, ancient continents and characters were physically wrong, adapted to cruel conditions and a variety of diets from wild plants and nuts to the heart another game. Ja, se pravi, večno življenje več ni tako neznano in oddaljeno, kot se morda zdi. Tako da to je to, naprej pa v nadaljevanju. In gremo naprej. Naslednja je z 28.12.2025. Lavrov, režim Zelenskega ne kaže niti najmanjše pripravljenosti za konstruktivna pogajanja. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je izjavil, da režim Volodimirja Zelenskega in njegovi evropski pokrovitelji ne kažejo nobene pripravljenosti za resna pogajanja o končanju konflikta. Nemčija na robu kolapsa na trga dela, zaposlovanje padlo na zgodovinski minimum. Možnosti za zaposlitev v Nemčiji so padle na najnižjo raven v zgodovini, je opozorila direktorica Zvezne agencije za zaposlovanje Andreja Nahles. Francija na robu. Policija meri na kmeta sredi protestov. Pes vre po vsej državi. Francija pretresa nov val napetosti. Potem, ko je policija v mestu Auch med protesti kmetov namerila orožja v kmeta, ki je bil v traktorju, se pravi, evo, to je bilo 28.12. Zdaj, ko jaz spremljam, bom prišel do tega, bilo je napeto, se pravi, 28.12. v mestu Auch, je bilo med protesti kmetov, je policija, pravijo, da je namerila
orožje kmeta na traktorju. Se pravi, zaradi tega mogoče kdo več bi vedel, ampak dobro, francoskih medijev nisem gledal, tako da bomo videli. Naprej je Poljska več kot 7000 migrantov prejelo lažne delovne vizume, večina zaprosila za azil v Nemčiji. Poljske oblasti so razkrile obsežno mrežo nezakonitih migracij, v kateri je več kot 7000 tujcev pridobilo delovne vizume na podlagi ponarejene dokumentacije. Naprej je Rusi z droni FPV uničili ukrajinske enote, ki so se poskušale prerasporediti v bližini Rovnopilja. Naprej je Labodje jezero odmevalo z misteriozne radijske postaje Sodni dan. Z ruske kratkovalovne radijske postaje UVB 76, znane tudi kot Bazar ali postaja Sodnega dne, je bila nedeljno predvajanje skladbo Labodje jezero, kar je znova sprožilo val ugibanj. Mogoče insideri več vejo, kako je s tem. Jaz ne vem, je pa to v novicah. Naprej je novička 30.12.2025. CIA izvedla tajni napad z droni na ozemlju Venezuele, prvi znani kopenski udar ZDA v tej državi. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi izvedla tajni napad z brezpilotnimi letali na ozemlju Venezuele, kar bi predstavljalo prvi znani primer neposrednega ameriškega udara znotraj te države. To je bilo 30.12. Potem pa pojdimo naprej, da vidimo, kaj se je dogajalo potem. To so bile te prednovoletne, zdaj pa gremo po novem letu srečno 2026 in da vidimo naprej, kaj se je godilo, da bomo v toku z dogodki, da ne bojo ljudje rekli, da zaostajamo za kom ali pa da ne sledimo temu, čemur ljudje sledijo. Da vidimo, se pravi, 3.1.2026. Venezuela nujno razglasila množično mobilizacijo obrambnih sil, ministrstvo za obrambo in se pravi, to je bilo 3.1., ko naj bi ameriška vojska zavzela glavno letališče v Caracasu. Potem je bila venezuelski minister za obrambo je rekel, da se ne bojo pogajali, ne bojo se predali in na koncu, da bojo zmagali. Potem je bilo 3.1. podpredsednica Venezuele Delcy Rodriguez je zahtevala dokaz od Američanov, da sta predsednik Maduro in njegova žena še živa. Potem je prva fotografija predsednika Venezuele Nicolasa Madura po ugrabitvi, predaji ali izdaji. In potem so bile slike Madura in potem so ljudje ugotavljali, kaj se je dogajalo v Caracasu. Da nekako delamo rekonstrukcijo tega, ker jaz se nisem poglabljal, videl sem, nisem pa se kaj posebej ukvarjal s tem, zakaj, ker nisem imel časa, sem delal druge stvari, tako da bomo zdaj videli, kaj se je dogajalo. Mogoče se bo kdo vključil, da bo povedal, kaj misli in da vidimo, kaj je tam. Nobelova nagrajenka za mir in voditeljica opozicije Marina Corina Machado, pripravljeni smo prevzeti oblast v Venezueli, po Bloombergu povzeto, se pravi, v Bloombergu so rekli, da bojo prevzeli oblast, Machadovi so rekli, da bojo šli in lejte, ko pa vem jaz. Ameriška pod narekovaji akcija v Venezueli, Rusija žvižga Evropa v oči, kaj to pove o moči in tehnologiji. Šokantne navedbe svetovnih medijev trdijo, da je ameriški predsednik sporočil, da je bil venezuelski voditelj domnevno aretiran in s helikopterjem odpeljan iz države. To je bilo 3.1.26 ob 12.47, prvo poročilo, mogoče je kdo bil predtem, mogoče pa ne, kaj pa jaz vem. Ali je Trump v Venezueli kršil mednarodno pravo? Večina pravnih strokovnjakov 3.1. so rekli, da. Ugrabitev voditelja države z vojaško silo pravijo, da krši drugi, uklepajo 4. člen ustanovne listine OZN. Če pogledamo danes, kaj je rekel Guterres, poglejte si. Ni bilo od odobritve OZN niti sklicevanja na samo obrambo. ZDA Madura ne priznavajo kot legitimnega predsednika, temveč priznavajo koga? Edmunda Gonzaleza. Maduro je v ZDA obtožen že od leta 2026 zaradi narkoterorizma. Gre torej za hudo kršitev mednarodnega prava ali za aretacijo domnevnega narkošefa. Potem uživa opozicija se je zbrala na ulicah Caracasa in je slavila, medtem ko so pripravljali na morebitni nasilni prevzem oblasti. Se pravi, to se je vse dogajalo 3.2.26, to je bilo,
točno pred enim tednom v soboto, evo, točno danes v soboto, evo, ob 13:22, se pravi, zdaj je ura 8, ampak tam nekje po kosilu so šli ljudje, ne, na ulice in so rekli, gremo zdaj na juriš in so šli, ne. Ampak da vidimo naprej, kaj se je dogajalo. Latinska Amerika obsodila ameriški napad in ugrabitev Madura. Brazilski predsednik Lula da Silva je dejal, da bombardiranja in aretacija pomenijo nenavaden precedens, nenavaren in napad na suverenost Venezuele. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je spomnila na 2. člen ustanovne listine OZN. Spravi, OZN so opozarjali, tretjega. Potem je bilo ekskluzivno obtožnica proti Maduru v New Yorku, pretresa diplomacijo in Caracas. Potem je bilo prve izjave Donalda Trumpa po ugrabitvi Madura. Se pravi, operacija je bila izvedena po 4 dneh čakanja na vreme. ZDA bodo močno vključene v venezuelsko naftno industrijo, o naslednjih korakih se še odloča in zadnji pogovor z Madurom so pokazali. Se pravi, to so bile prve izjave. Potem pa so bile nadaljne izjave in članki, ki so šli v bistvu v smer nekako tako, da so prišli do točke, na kateri smo danes in je šlo takole, ne, v bistvu, ne, da 7. so zahtevali ZDA od Venezuele prekinitev vezi z Rusijo in Kitajsko. Se pravi, tako se je nadaljevala pač ta stopnjevanje tenzija, kako naj rečemo, ne. Ameriški pritisk na Caracas je postal javen. Po poročanju ABC-ja naj bi ZDA od Venezuele zahtevali, da prekine gospodarske vezi z Rusijo in Kitajsko. Potem so rekli, da EU mora prenehati obravnavati ZDA kot glavnega zaveznika, je rekel Borrell, in nekdanji glavni diplomat EU je opozoril na naraščajoče napetosti, vključno spori glede evropskih digitalnih pravil. Nekdanji visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell je dejal, da bi morala EU prenehati obravnavati ZDA kot svojega glavnega zaveznika, saj sta Washington in Bruselj v sporu glede digitalnih politik in nadzora nad Grenlandijo. Se pravi, Borrell je rekel, da kot nekdanji diplomat, ne, kaj bi moral, jaz to ne vem, koliko je tle Borrell, koliko ima vpliva, ampak verjetno, da ga ima, če je to relevantno komorkoli. Gazprom opozarja nepričakovanje hitro praznjenje plinskih skladišč v EU. Kaj sledi za Bruselj in Evropo? 7.1. Pred 3 dnevi, se pravi, to je bilo 9. v sredo. Gazprom je v zadnjem sporočilu sprožil alarm z izjavo, da se bo EU soočila z energetsko krizo, saj so zaloge pline padle pod 60%. Da vidimo. Najnovejše. Reuters poroča, da evropski zavezniki, vključno s Francijo in Nemčijo, usklajujejo odziv v primeru, da bi ZDA poskušale prevzeti nadzor nad Grenlandijo. Tusk opozarja, spor med ZDA in Dansko glede Grenlandije bi lahko NATO naredil nesmiselen. Poljski premier Donald Tusk je izjavil, da bi morebitni spor med ZDA in Dansko glede Grenlandije lahko NATO naredil nesmiselen. Dobro, to malo rezerve, ampak ok. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zavrnil pošiljanje hrvaških vojakov v Ukrajino, potem ko sta se k temu zavezali Francija in Velika Britanija. Uradno iranski policijski poveljnik, 7.1.2026, ubit v atentatu iz zasede iz premikajočega se vozila. Grozeči posnetki so prikazovali napad na podpolkovnika Mahmuda Hakikata v provinci Sistan in Belučistan. Se pravi, v Iranu, v provinci Sistan, se je to zgodilo. Naslednja novečka, britanska vlada potiska načrt od zibelke do groba, začenja se digitalna identifikacija dojenčkov. Vlada Združenega kraljestva pospešeno razvija projekt digitalne identitete, za katerega kritiki opozarjajo, da vodi v popoln tehnokratski nadzor. Popoln, pravijo kritiki. Hinavci iz EU napadajo Trumpa. Spoštujte danske meje, ko omenite Kosovo in Metohijo, izginejo. Norišnica Macron je zaradi velikega protesta kmetov napovedanega za 8., se pravi, to je bilo 7., zaprl je Francijo. Ne? Macron je zaprl Francijo in kmetje so protestirali proti uvozu poceni žita in koruze iz Južne Amerike. Ne? Ker kmetje so imeli pač
tuk žita in vsega. In so rekli, lejte, mi imamo, zakaj pa tu uvažate, in so šli na ceste in človek je zaprl državo, je rekel predsednik Macron, ne boste nikamor ne boste šli, lahko ste noter, ampak ven ne bo šel noben. Napolej je več kot 2 milijona Epsteinovih datotek, še vedno ni objavljenih, več kot 2 milijona. Ameriško ministrstvo za pravosodje je potrdilo, da je več kot 2 milijona dokumentov še vedno v pregledu. Na večini cest v Srbiji otežen promet, težave z elektriko v več okrožjih, razglašene izredne razmere, se pravi, sneg je padel, če ni noben še opazil. S cesti so zasnežene, eni so spraševali, zakaj niso splužili. Jaz sem nekaj bral in sicer bral sem te nove direktive Evropske unije, ki pravijo, jaz sem gledal posnetke na socialnih omrežjih, ne vem zdaj, kako je to res, ampak sem videl tudi na Deutsche Welle, meni se zdi, da je bilo. So rekli, da ne posipajo soljo, ker pa je nevarna za živali. Sol je nevarna za živali, ker lahko pes ali pa konj ali pa ne vem, ovca po cesti in lahko pade, in lahko sol poje, se oproščam, ne da pade lahko, ker ni soli na tleh, ampak lahko pograbi sol ali pa začne sol shranjevati za domov, in zaradi tega ni več soljeno in ni spluženo, tako da to je to, kar jaz sklepam, da je zaradi tega. Morda se motim, morda kdo kaj več ve, bomo videli v naslednjih dneh, če bo kaj več snega. Naprej je, novo danski vojaki so prejeli ukaz, naj odgovorijo na sovražne akcije na Grenlandiji, vključno z možnostjo spopada z nenapovedanimi ameriškimi vojaškimi dejavnostmi. Sneg v Maroku, 8.1. Greta Thunberg in globalno segrevanje, se pravi, kaj pravijo ta na sneg v Maroku, jaz ne vem, preberite si na 0. tački, 8.1. Naprej je bilo 8.1. Kmetje, ki so zasedli slavolok zmage v Parizu, so prinesli vislice. Šokantni zemljevid moči. Kako bi svet razdelili Trump, Putin in Xi in kje je Evropa? 8.1. Se pravi 9.1. To je bilo včeraj, evo, petek je bilo. EU se pripravlja, da bo nevladnim organizacijam po Evropi dodelila 8,6 milijarde evrov v Evropi za nevladne organizacije. Kolumbijski predsednik opozarja, obstaja resnična grožnja ameriške vojne intervencije proti naši državi. Pravi, Kolumbijci so rekli, da obstaja možnost intervencije. Potem je bilo 9. Rusija zavrača mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za konec vojne v Ukrajini. Starmer grozi s prepovedjo X-a v Veliki Britaniji. Vse možnosti so na mizi, pod narekovaji. Bomo imeli X v Veliki Britaniji ali ne? Jaz ne vem. O tem bo odločal notranji minister, jaz o tem ne odločam, tako da prepuščamo stvar domišljiji in cenzuri in medijem, seveda. Naj se sami zmenijo, jaz o tem ne vem, kako se menijo in me tudi, blago rečeno, ne zanima, ker se ne vtikamo v te zadeve. Tako da, tako se to dela. Viralni video iz Salvadorja prikazuje zapornike, ki čistijo plaže. Prav, zaporniki iz Salvadorja končno delajo nekaj smiselnega in so šli čistiti plaže po zimi so šli, da bojo preplavljene na poletje, na super turiste, ki zmerjo pridejo v Salvador in uživajo na plažah. Zakaj ne bi prijetno združili s koristnim? Zakaj pa ne? Naprej, Musk, Velika Britanija je zaporniški otok. Je rekel Musk. Zanimiva izjava Elona Muska. Elon, ne vem, kaj ne rečem. Nočemo biti Američani, nočemo biti Danci, želimo biti Grenlandci. Se pravi, Grenlandci pravijo, da nimata niti Amerika, niti Danska, da nimata kaj odločiti o njih, kdo so oni, ker pravijo, da oni so iz Grenlandije, da so iz tam in da se tu ne tiče ne Danske, ne Amerike, zakaj pol se nekaj vmešavajo v njih, ne razumejo, pač nativni ljudje, ki so od tam, ne razumejo, kaj se majeta obe državi vtikati v njih, kaj bi oni radi od njih. Potem je novo, se pravi, za danes je bilo iranski vrhovni voditelj Hamenej dejal, da bodo ZDA v Iranu znova doživeli neuspeh, se pravi, vrhovni voditelj je to danes izjavil in zadnja novička je bilo 2027 obeležen Teheran,
oboroženi protestniki streljajo na policijo. Se pravi, če pogledate zadnje dogodke, se pravi, v Teheranu se dogaja, jaz sem videl ene posnetke, so šli tudi, policija se je priključila protestnikom, v enem primeru sem videl posnetek, potem je bil drug posnetek je bil, sem videl pa celo, da so v Londonu so dali zastavo Irana, so sneli zastavo Velike Britanije in so dali zastavo Irana na pročelje. Tako da, ja, se dogaja veliko stvari. Zato le v Franciji bomo še kakšno rekli, to je bilo nekako povzetek dogodkov, da vidimo širšo sliko, se pravi Venezuela, Kolumbija, Venezuela je v žarišče, Kolumbija takoj za njo, v Latinski Ameriki, potem je tukaj Francija, protesti kmetov, naprej je Iran, seveda je zelo vroče, zelo vroče, že nekaj časa, in pa seveda ostala žarišča, ki jih ne smemo pozabiti, po celem svetu. In to so bile nekako te novičke za danes v slovenščini, za danes večer, in upam, da sem bil dovolj konkreten in jasen, in hvala, ker ste bili z mano, in se vidimo zopet malo. Živijo in lep večer še naprej.